Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Fantastično. Takole z lopato kmetijska ministrica Aleksandra Pivec meče vaš davkoplačevalski denar v lasten žep. Poleg službe ministrice naj bi v enem letu pokasirala še dodatnih 70 tisočakov za, pozor, ustno svetovanje. Ni čudno, da številni pravijo, da mora biti z usti pa res dobra. Vi pa gledate 32. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali zdravstveni profiterji. Razkrivamo, kako zdravstvena mafija užema na smrt bolne in služi na naš račun. Kdo v resnici uničuje javno zdravstvo, bomo vprašali našega posebnega gosta, kardiologa dr. Blaža Mrevljeta in našo stalno komentatorico Lucijo Šikovec-Ušaj. Dobrodošla. Čer. Lucija, Blaž, začetek današnje oddaje bi bil nekako tak. Ne išči pravice na sodišču in ne išči zdravja v bolnišnicah. Ne? Zdaj med oddajo bomo povedali, zakaj je temu tako, ampak najprej bi te vprašal, Lucija, da nekaj razčistimo. V medijih te dni odmeva novica, da je načelnica generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc umaknila ovadbo zoper tvojo stranko kot odvetnice Miho Škrbinca, poveljnika sil. Pa nam najprej razloži, Lucija, a ti sploh lahko umakneš ovadbo, ko jo enkrat daš, recimo na tožilstvo? Ne, ovadba ima potem svoje življenje, ne, in je v rokah tožilstva. Tako da jaz sumim, da ona ni dala ovadbe, ampak naznanilo suma storitve kaznivega dejanja, to je zdaj ena taka fora, da ne može biti potem v kazenskem postopku zaradi krive ovadbe. Ja. In to pa lahko umakneš. Se pravi, v bistvu sam namignila na to, tako, da bi lašla. Ja, kot oznanilo v cerkvi, recimo. Nekaj tazga, čez 2 tedna bo Maša zadušnica. Ja, če ima kdo kaj proti, da ne pove, pa očitno je imel nekdo nekaj proti, pa je potem... Aha, tako. Tako, ja. Ok, če gremo zdaj od Maših zadušnic k črnim Mašam, ne? Blaž, ti si tudi v nekem postopku, smo že govorili o tem sicer v oddaji, imaš neko civilno tožbo, ne, namreč tožite Univerzitetni klinični center Ljubljana za 100 tisočakov, če se ne motim, menda si jim neko grozno škodo naredil, ne? Ja, poglej, jaz bi takole rekel, ne, v bistvu v tem primeru, kar se mene tiče, je ustanova, kot je UKC Ljubljana, zlorabljena strani nekaterih užaljenih strahopetnežev, ne, predvsem sta tukaj trenutni minister Aleš Šabeder, pa tudi lahko vidimo prstne odtise Darka Zormana v tej tožbi. Zdaj, zakaj pravim strahopetno, ne? Zdaj, če si recimo, če ima nekdo mnenje, da sem jaz koga užalil, potem bi me tožil zasebno, ne? Zdaj, izkoriščati ustanovo in davkoplačevalski denar za to, da se ti boriš proti, ne boriš, da tožiš in probaš utišati nekoga, ki je prvič, kot je znano, prešparil nekaj milijonov, vsaj teoretično, ne, če jih ne bi vrgli v naslednjo črno luknjo, hkrati pa je pisal o teh anomalijah, je po mojem mnenju pač precej bizarno. No. Zdaj, še to bi rekel, ne, da mislim, da ne glede na to, kaj jaz rečem, kaj jaz napišem, ne glede na to, kakšne besede uporabljam, lahko so tudi vulgarne, pa teh nikoli nisem, ne, saj sem vedno sam mogoče nekako v svojem stilu napisal. Nikoli to ne more biti bolj vulgarno, kot je to, kar se tam dejansko dogaja. Ne? To pa je organiziran kriminal in uničevanje medicinskih strok, kar pač govorjenje o tem, no, oziroma to mi očitajo, to je nekako rdeča nit tožbe, da sem bil pač nesramen, ne vem. Ja, Lucija, a lahko sploh inštitucijo užališ? Je lahko, ja, to so enkrat razširili, tudi v kazenskem delu, ampak druga stvar je tukaj, ne, to že za 100 tisoč evrov, kar je smešno visoka odškodnina, mislim, za toženega ni, ne, jasno, ampak kar pomeni, da je bila sodna taksa plus odvetniški stroški do danes, čez če pogledava 10 tisoč evrov. Ne. In to je našega denarja. Ne. Če je nekdo užaljen, ne toži, kot je rekel gospod Mrevlje, ne toži zasebno, torej on osebno, da je bil užaljen, a ne. In ne pa, da gre za denarja, ki bi morali iti za zdravstvo, zdaj za neke tožbe in se potem pač filajo proračun preko sodnih taks,
pa pač dober odvetnik, ta del me niti tukaj ne moti. No. Ja, dobro, ja, to razumem. Če lahko skočim, zakaj poudarjam, da je bilo strahopetno strani pač prejšnjega direktorja UKC Ljubljana. Samo da povemo ponovno, Aleš Šabeder je tisti, ki je podpisal to. On je to podpisal 14 dni preden je šel, in potem je prepustil to problem zdaj temu naslednjemu direktorju, mojemu kolegu Janezu Poklukarju, tako da v bistvu ne vem, bomo videli, zdaj za vse nadaljni davkoplačevalski denar, ki ga bo zmetal v to, bo pač se on mogel podpisati in bo on za to odgovoren, tako da bomo videli. Povej, zakaj je strahopetno, Blaž, nisi pa povedal. Kako? Rekel si, da boš povedal, zakaj praviš, da je strahopetno. Zato, ker je to naredil prvič, tako kot sem rekel, zasebno, ne zasebno, ampak z davkoplačevalskim denarjem, postavil je porinil naprej močno odvetniško pisarno v imenu neke ustanove, kot je UKC, tožil, sam se je skril v grmovje, v bistvu pobegnil na ministrstvo in zdaj se mora nekdo drug s tem ukvarjati. Ja. Če bi zdaj umaknili, bi še dobili to, preden je odgovor, preden se je začel postopek, bi se dobila nazaj sodna taksa. Aha, se pravi, bi mi davkoplačevalci prešparali. Ja, mislim, da 2/3 ali nekaj takega sodne takse bi se dobili nazaj. Evo, gospod Janez Poklukar, upam, da nas gledate, naredite nekaj za to državo, pa tudi zase. Ampak, če gremo zdaj naprej, Blaž, ta zgodba je, sicer pravim, jaz dostakrat rečem, bilo bi smešno, če ne bi bilo žalostno, ampak vendarle malo obrise ironije pa ima ta tvoja zgodba, malo Alan Ford spada. Namreč ti si že rekel, ti si prešparal pač UKC Ljubljana denar za žilne opornice, ki so jih potem začeli drugače naročevati in je to bilo bistveno cenejše, ampak v zvezi s tem je bil sprožen tudi nek kazenski postopek na specializiranem državnem tožilstvu, ki ga, čeprav vem, vodi tožilec Rojs. To sicer se premika bolj s hitrostjo kakega polža, ampak v tej zasebni tožbi pa tožnika, se pravi UKC Ljubljana, se pravi zdajšnjega ministra Šabedra, ki je takrat to podpisal, zastopa pa brat tega Rojsa, čeprav vem. Okoli te tožbe ali pa tudi sicer žilnih opornic je par takih slovenskih posebnosti. To sem jaz niti kot naiven, tega nisem niti takoj povezal. Jaz sem to potem videl iz odličnega članka, ki ga je napisala novinarka Petra Janša v Demokraciji, da je pravzaprav ta gospod tožilec Izidor Rojs, ki je bil tudi kot priča zaslišan na prejšnji preiskovalni komisiji, kjer je povedal, da je to blazno kompleksen in neverjetno težek primer korupcije in ga zato ne morejo rešiti hitreje kot v 100 letih. Je pač človek, ki je zadolžen na specializiranem državnem tožilstvu za ta primer. Zdaj, po drugi strani pa v tej odvetniški pisarni oziroma družbi Rojs, Pelhan, Prelesnik in partnerji pa najdemo njegovega brata. To je pa pač Aleš Rojs, to sem prebral iz tega članka, ki pa mene tožijo zato, ker sem pisal o tem, kar naj bi se sploh ne dogajalo in kar naj bi ta gospod Izidor, njegov brat, že zdavnaj sprocesiral. Vse je imel vmesno poročilo že pred 2 leti, končno poročilo preiskovalne komisije pa pred skoraj 2 leti in verjetno, če imaš vse na mizi, lahko, če imaš neko voljo, tudi kaj narediš. Rezolucija zdaj je moderno, danes je moderno to recimo videz nepristranskosti pa konflikt interesov, ne vemo zaradi česa, zaradi ustavnega sodišča predvsem, ampak daj nam zdaj razloži nama z Blažem pa tudi gledalkam in gledalcem, kako je to možno, saj Slovenija je res majhna, ampak kako je to možno, da en brat kot tožilec preiskuje kaznivo dejanje, drug brat pa zasebno toži tega istega, ki je v bistvu razkril to kaznivo dejanje. Moram priznati, da jaz nisem vedela, da ne bi bila te dva brata. Od Rojsa, odvetnika, brat je notar v Šmarju pri Jelšah. Zdaj pa, če je še kakšen brat, bi znalo, pa ne bi vedela. Moram reči, da ta informacija je zame nova. Tudi bi bilo higienično v takem primeru, mislim, da bi se izločil. Tako čist prav, kot stekli psi, pa le niso. Tako da jaz malo dvomam. Rojs se piše ne nazadnje kar neki ljudi. Sej, ponavljamo za Petro Janšo, novinarko Demokracije, če ni res, se seveda upravičujemo. Ampak imamo pa brata, ki pa sta brata dokazano, to pa je pač bivši vodja specializiranega državnega tožilstva Hari Furlan, pa njegov brat. In njegov brat, ki nabavlja medicinsko opremo. To je pa zanimivo, da se jaz vedno sem razgledala, kako se, pravzaprav bi rekla, smo se najdeli poparčkali v mladih letih in je bil Ražmov dom, Platana, pravna fakulteta in arhitektura. To so bile te 3 fakultete, ki so bile v Ljubljani tako na kupu, mislim, fakultete, študenti so se družili in nekako se je predvsej to
med sabo dosti poročali. Ne? Mislim, tako da ampak da so pa bratje, ne? Ki se pa vse takrat se niso, ne? Danes se mogoče že tudi registrirajo, ne vem, med sabo tako dopolnjujejo, ne? Da je pa pravzaprav po eni strani bi bilo lepo slišati, če bi se glede drugega, ne glede kriminala. Ne? Ja, pa tudi en za drugega nič ne vejo, ne, Blaž? Ker Hari Furlan je povedal tudi na televiziji Slovenija, da v bistvu nikoli ni vedel, da se brat s tem ukvarja. Da sploh ne ve, da je njegov brat. Ja, on je povedal, tam je bil na tisti oddaji Tarča, s precej na koncu že povešenimi ustnimi koti, ampak je vseeno mogel skozi stisnjene zobe priznati, da pač ima tega brata, da je on kot šef specializiranega državnega tožilstva ima torej brata, ki nekje preprodaja predrag medicinski material. Zdaj to je predvsem, se mi zdi, z vidika ostale Evropske unije popolnoma nehigienično, če bi to nekje v Nemčiji odkrili pa povedali, bi pač takega šefa specializiranega državnega tožilstva seveda po mojem suspendirali vsaj dokler se stvari ne razjasnijo, da pa brat ne ve, čeprav je rekel, da ga ima rad kot brata, ne, da pa ne ve, kaj dela in s čem se brat preživlja. Ne vem, jaz imam tudi brata, pa točno vem, kje živi in kaj dela. Ne? Pa tudi vem za vseh 20 let, kaj je delal. Tako da, ko gremo na piknik, se seveda pogovarjamo tudi o tem, od česa kdo kaj živi, pa če mu gre v redu. Zdaj, oni se očitno pač ne. Ja. V času bivši skupni državi smo rekli za tiste, ki niso bili naši krvni bratje, volim ga kot rođenog brata. Zdaj, pri gospodu Hariju Furlanu to dobi čist drug pomen. Ne? Veš kaj je, jaz bi rekla, da je tukaj jasno, učitek bi meni letel bolj na, zdaj bo se slišati grdo, Jelka Godec je naredila ogromno delo tukaj, ne? Ampak recimo, ko jaz dam neko ovadbo, potem kontinuirano težim in sem zoprna in sem tečna in sem vse. In tožilce napadam, kaj boste, kdaj boste, zakaj niste, in potem na 14 dni, potem imamo recimo eno tako zelo žlehtje, da pošiljamo fakse, ker nas nič ne stanejo, njim pa gre papir pa kartuša. Mislim, to so take, ne, ampak ves čas sprašuješ. Mene moti tukaj, da se ne pritiska na tožilstvo s strani preiskovalne komisije, kot da so zdaj, ne vem sicer, mogoče se, a ne, ampak torej to je treba delati, ne bom rekla dnevno, ampak tedensko, 10-dnevno, pa je čas, da se pokliče pa vpraša, kaj je novega. Ne? Prav, bomo si vzeli zdaj krajši premor, pa vprašamo po oglasih, ali se pritiska strani preiskovalne komisije na tožilstvo, oziroma nadaljujemo debato o tem, kdo služi na račun bolnikov. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Blaž Merovle in Lucija Šikovec-Ušaj, pogovarjamo pa se o tem, kdo služi na račun bolnikov. Blaž, Lucija, te dni je bil objavljen en zelo zanimiv tweet, namreč nek twitteraš je napisal, da so tastu sporočili, da je pač njegova operacija, ki bi morala biti tisti dan in na katero je čakal 3 leta prestavljena, ker je zmanjkalo zdravstvenega materiala. Ne? Zdravnik, ki bi ga moral operirati, je bil pa zjutraj na TV. Zdaj, potem se on sprašuje, upa, da zato, ker je zmanjkalo materijala, ne pa zato, ker je zmanjkalo materijala, mislim, ne pa da je zato zmanjkalo materijala, ker je moral iti na televizijo. Ne? Ampak za tega pač nesrečnega gospoda in druge njemu podobne imamo pa eno zelo fajno novico, ne, Blaž, namreč minister za zdravje je danes objavil, oziroma z njegovega ministrstva, da bojo dali 10 milijonov evrov za, pozor, gledalke, gledalci, pilotni projekt skrajševanja čakalnih vrst. Ja, zdaj te čakalne vrste nesrečne, ne, to je tako, da gledalci morajo vedeti, da recimo ta tweet, no, da je čakalna vrsta 3 leta, to je tako bizarno, da to recimo v tujini bi verjetno celo kakšne tožbe padale že kar vnaprej. Recimo tam je nedopustno, da se čaka za karkoli več kot 6 mesecev, če so pa neke take recimo življenjsko potencialno ogrožajoče stvari, pa seveda 1 mesec, 2. Zdaj, čakalne dobe v Sloveniji so, ne bom rekel, da vse, ampak v veliki meri so ustvarjene umetno,
zaradi tega, ker če čakalne dobe ni, potem se ne boš tisti, ki ima še kaj v žepu, se ne bo prisiljen prestaviti v privatno ambulanto, kjer ga tako potem oskrbi isto osebje, se kdo pa naj ga. Pa tam ne zmanjka materijala, tudi ponavadi. In tam ponavadi ne zmanjka materijala. No, zdaj, če gremo naprej, te čakalne dobe so potem pridejo tudi prav političnim strankam, ki vsakokratno pred volitvami ob odsotnosti nekih vsebinskih programov seveda ljudem vržejo, da bojo skrajšali čakalne vrste, če bojo izvoljeni v 2 tednih. Zdaj, glede na to, da so čakalne dobe po 28 letih še vedno, potem lahko vidimo, da imajo te čakalne dobe nek namen, kot sem opisal že v prvem primeru. To, da pa mečajo kar naprej denar, tako kot danes 10 milijonov za skrajševanje čakalnih dob, je pa pač večni izgovor, ker ljudje, še posebej bolani, pač preprosto radi slišijo, da bojo skrajšali čakalne dobe. Ja, zdaj pa bo se nekaj zgodilo. Ja, in potem mečajo, ne vem, prej v mandatu pokvarjene Milojke so vrgli 35 milijonov tik preden je šla, zdaj so jih vrgli 10, pa to sigurno še ni vse. Zavedati se moramo pa nekaj. Dokler znižamo cen. Kdo v resnici dobi ta denar, teh 10 milijonov, recimo, komu to gre? Pojma nimam, komu to gre. To so zelo čudne poti, ampak dejstvo je, da tukaj sta 2 zanimivosti. Ne? Prvo, kot jaz vedno pravim, dokler mi ne znižamo cen zdravil, pripomočkov, naprav, storitev, skratka vsega v zdravstvu, je metanje denarja dodatnega samo vzdrževanje te korupcije in organiziranega kriminala. Se pravi, če bi znižali te cene, potem bi šele lahko videli, a moramo res noter metati nov denar in vedno nov denar. Zdaj, Lucija, ti si dolga leta sodelovala v tej komisiji za zaščito pacientovih pravic, ne? Ja. Pa bi ti sam en primer dal kot iztočnico. En moj znanec, zdaj je sicer žal že pokojni, je tudi imel enkrat napovedano operacijo, so ga peljali z rešilcem iz Celja v Ljubljano, pač v UKC, kjer je zvedel, da pač zdravnika ni in operacija odpade, tako da je šel zastonj tja. In ker se je zdaj že peljal z rešilcem, ko se je drugič peljal dejansko na operacijo, je mogel sam pokriti stroške prevoza. Ne? Zdaj, če bi se ta nesrečnik pritožil na vašo komisijo, kaj bi se pa zgodilo? Ja, torej jaz bi vsekakor izrekla opomin in dala, da mu povrnejo stroške. Tako da sem približno pričakovala, da ne bom ko sem tretjič kandidirala, da ne bom izvoljena. Tako, si preveč opominov izrekla. Ja, zdravniki me niso marali, bolj sem jim razlagala, da imam zakon o pacientovih pravicah, ne o zdravniških pravicah, a ne. Manj so razumeli, da je moja skrb na strani pacientov, ampak pri teh čakalnih dobah bom povedala še nekaj. Ja. Trenutno imam pravdo, stranka je imela torej, in že dokazanega raka na materničnem ustju, potem so rekli, da ne gre na magnetno resonanco, čakalna doba 3 mesece, kljub dokazanemu, že iz patologije dokazanemu, na kar je šla na Hrvaško, tako je naredila samoplačniško magnetno resonanco in niso želeli v Ljubljani odčitati. Da se razumemo, 4 mesece oziroma 5 mesecev potem, ko so ji ugotovili raka, je bila šele operirana, ko je bila zadeva dosti katastrofalna in je res katastrofalna. In še danes v bistvu zanikajo, da govorijo, da je bila doktrina do 2012, da sploh ni treba delati magnetne resonance, zakaj pol niste junija operirali v končni fazi. Zakaj so jo pol napotili na magnetne resonance? Ne? Ampak zato, ker je iz Hrvaške prišla z CD-jem magnetne resonance, ga niso želeli odčitati iz neke enostavno... To v hrvaščini pol ne morejo prebrati? Poslušajte, vse so bili vsi ne Slovenci, praktično, tako da res ne vem zdaj, kdo od tistih ni razumel, ampak gre za odčit torej slike, slike, ki jo mora radiolog odčitati, pač mogoče na Hrvaškem so bolj poenostavljeno in so tako rekli, bojo pač operater, pa bojo tukaj radiologi odčitali, niso želeli. Torej, ko ti zamenjaš zdravnika oziroma ko iščeš neko storitev v privatnem sektorju, da bi šel hitreje v javnem, se ti lahko zgodita 2 zadevi. Če jo iščeš v privatnem pri tistem zdravniku, pri katerem boš potem v javnem sektorju v obdelavi, je vse v redu. Če pa slučajno izven meja Slovenije, je pa, kako bi rekla, napuh, ne morem reči drugače, pa ne mi doktor Mrolej ne zameri. Jaz sem iz zdravniške družine, kjer me vsi mrzijo zaradi tega, je tako velik, da jim je vse za pacienta,
Ampak ker ni šla tukaj pri nas, ni čakala 3 mesece na magnetno resonanco, ampak je šla v nekim sestram milosrdnicam ali ne vem kam na Hrvaško, zaradi tega ne bomo mi tega CD-ja pregledali. Ne. To se mi zdi kriminal, dobesedno kriminal. In recimo, ko sem zdaj bom pa rekla tako, vse v komunizmu je bilo grozno, ampak v bistvu je problem bil to, da so pokvarili ljudi do te mere, da zdaj več nič ne zahtevajo. Ne? Ampak se spomnim, da v komunizmu je bila, ko so mojemu možu operirali tumor na možganih, dr. Dolenc, je bila cel oddelek poln Italijanov. So Italijani hodili k njemu na operacije, verjetno 100% plačevali operacije kliničnemu centru, zdaj pa vsi iz Slovenije bežijo v tujino in ne se vprašajo, kaj so uspeli v zdravstvu narediti, odkar je Slovenija samostojna država. Uspeli so ga uničiti. In tukaj je problem, vsak je najdel tukaj polje za krajo. Zdaj verjetno se je tudi kradel takrat, ko je Zemljarič gradil, pa bil, ne. Ampak v prejšnjem sistemu so se malo drugega bali. Ne. Ta hierarhija partijska je bila tako zgrajena, da je mogoče na vrh lahko razporejal to. Ne. Ta spodnji pa niso upali, zdaj pa upajo tudi ta spodnji. Sej na UKC Ljubljana smo imeli primer zelo glasnega hišnika, ne, ki je to handlo. Pa ti bom povedala še hujši primer. Med vojno v Bosni je telefonistka v kliničnem centru prodajala usluge, da bo spravila Bosance, Bošnjake, kakorkoli iz taborišča, ki so bili že mrtvi in so ji ljudje, sorodniki nosili denar v kliničen center, medtem so ugotovili potem preko Rdečega križa čez leto, 2, da je že pokojni in slovensko sodišče jo je kazensko oprostilo. Blaž, zdaj ti delaš oziroma si delal tudi v tujini, ne? A je možno, da bi se recimo, ne vem, kjerkoli, ali pa recimo tudi na Poljskem, ne? Zdaj, da nam rekel v Nemčiji, ker bojo si rekli, Slovenija ni Nemčija ali pa Švica, ampak recimo na Poljskem, da bi se zgodilo, da bi enega peljali z rešilcem, ko pa jaz vem, 70 km eno smer zastojno operacijo, ko ben ni javil, da operacija odpade. Ne, seveda ne. Normalno se to mislim, zdaj, vprašanje za kakšen tip operacije je tukaj šlo, ampak seveda se lahko kaj zgodi, samo take stvari je pač treba javiti. Ti ne moreš ljudi voziti, kaj vreče krompirja naokrog, pa potem nekakše, da mora na koncu, kaj sam, če sem prav razumel, plačati drugi prevoz. Drugič je mogel pa sam plačati prevoz rešilca, ker zavarovalnica ni htela več, ker se enkrat že pelil. Ampak to ni problem bolnika, ne? To je problem pač zavarovalnice oziroma bolnice in komunikacije med njimi, to absolutno ne moreš prenesti. Pravim, ne, to so neke osnovne, kaj pa jaz vem, pa tu gre za človeške življenja, ampak recimo tudi v kakšni drugi dejavnosti, ker ne bi šlo za človeške življenja, bi človek pričakoval, da se vsaj pogovarjajo med sabo. Ne? Vse v Sloveniji niso prioriteta bolniki. No, zdaj, ko praviš, ne se tak občutek smo laiki dobili, ko spremljamo to grozno dogajanje okoli otroške srčne kirurgije na Univerzitetnem kliničnem centru, ne, ampak zdaj, če prav vem, boš ti več povedal, je spet zdravstvena mafija najdla neko novo finto, zdaj pa je nek srčni center v igri, ne? Kaj pa je to? Po mojih podatkih je to taka zgodba. Ne? Zdaj, oni so seveda objektivno v hudem problemu, zaradi tega, ker pač imajo uničene 3 stroke, kot to vedno ponavljamo, otroška kardiologija, otroška srčna kirurgija, ki je najdaljši problem, in pa pediatrična intenziva. Seveda iz UKC Ljubljana se bojo usedli pred kamero in vam bojo povedali, da je vse v redu in vi morate v to verjeti, ampak še zdaleč ni tako. Zdaj bodo pa tako, kot jaz čeprav razumem, generalnega direktorja prez nekaj tedni sem zasledil verjetno v Dnevniku, je izjavil, da bodo zdaj oni organizirali srčni center za to, da bojo rešili problem otroške kardiologije. Zdaj to, če je pač to v ozadju argument, je to za mene izjemno perverzna izjava, ki se bo še hudo vrnila k bumerang, zaradi tega, ker nesposobnost ureditve otroške, torej kardiologije, kirurgije, je deloma posledica nesposobnega vodstva, deloma pa objektivnega dejstva, da je teh bolnikov preprosto premalo in se to idealno v tako majhni državi, kot je Slovenija, ne da rešiti. Zdaj, da greš pa ti narediti srčni center, ki bo v bistvu center za odrasle, ker želijo združiti odraslo srčno kirurgijo in pa kardiologijo,
Pri tem se pa zgovarjaš, da boš rešil s tem problem otroške kardiologije, to je za mene pač še ena bizarnost, ki se bo vrnila k bumerang, tako kot NIOSP. Ja, ampak tu je spet denar od zadaj, koliko 12 milijonov je v igri. Ne, tukaj to je tako. Oni so, kako so to speljali? To so speljali zelo konspirativno v odsotnosti, kolikor jaz vem, direktorja interne klinike, kamor spada kardiološki oddelek, tudi predsednika Združenja kardiologov Slovenije. In sicer tako, da so avgusta izmaknili še zdaj iz nejasnih razlogov 12 milijonov interni kliniki, kar pomeni, da jo destabiliziraš. In potem zelo v kratkem sprejeli, čeprav razumem, sklep sveta zavoda, kar pomeni, da je to že zatečeno stanje, da bodo te dva oddelka združili. Zdaj, kaj se pa v bistvu v praksi zgodi? Popolnoma nič, zato ker ti oddelki bojo še vedno v kliničnem centru točno tam lokacijsko, kot so. Kirurgi bojo delali svoj posel, kardiologi bojo delali svoj posel, dvomim, da bojo en drugmu pripravljeni biti podrejeni. Se pravi, v bistvu bo s tem samo nekdo postal šef tacga centra, kar je po mojem tudi končni cilj nekoga posameznika in bo s tem seveda tudi lahko nadziral, zdaj pa ne samo denarne tokove enega oddelka, ampak dveh in s tem tudi denarne tokove pod mizo. To je moja hipoteza, ki se bo pa tako pač izkazala za resnično ali pa neresnično zelo v kratkem in spet bom verjetno riskiram kakšno tožbo, ampak glejte, sej kot rečeno že prej, če se jaz motim, bo še najmanj škode. Mislim pa, da bo zaradi tega še marsikoga bolela glava. Se pravi, ti praviš, da bo to isto približno kot nacionalni inštitut, iz katerega ni bilo nič, samo pač direktor je imel, pa plače so dobivali nekaj časa, zdaj bomo imeli pa pač srčni center, naslednjič bomo imeli pa center za srce ali pa kaj. To je popolnoma neumnost in je to popolnoma nepremišljen projekt in je to popolnoma ad hoc projekt in da je to izvedeno v odsotnosti direktorja, se pravi, da mu ti odvzameš največjo kliniko, ki pravzaprav s svojimi prihodki tudi hrani marsikatero dejavnost na drugih klinikah, je to zelo podlo dejanje. Zdaj, a se bo resničilo ali pa ne, bomo pa videli. Zdaj, Lucija, midva nisva zdravnika, tako kot Blaž, pa da ne Blaž svojih tweetov komentiral, predlagam, da si ga še enkrat pogledamo, tega, ki smo ga sicer že pokazali. Midva nisva zdravnika, lahko sva pa bolnika. Koliko sva pomirjena ali pa koliko si ti pomirjena, ko prebereš, da bo UKC Ljubljana na sejmu v Srbiji iskal zdravnike? Ker eden izmed razlogov, zakaj so čakalne vrste, uradno je tudi to, da je premalo zdravnikov v Sloveniji. Poglej, jaz ogromno ljudi poznam mladih, ki bi želeli študirati medicino, vendar ne dosegajo nekih točk in jih slovenske medicinske fakultete ne sprejmejo. Hkrati vem, da bi bili dobri zdravniki. Tudi to vem, mi je jasno, da mladi fantje v teh letih pubertete, gimnazije, jim je šola bolj ali manj dosti postranska zadeva, ampak se raje ukvarjajo z nogometom, športom in tako naprej. Potem pa presenečeno ugotovijo, da jim manjkajo točke za vpis na medicinsko fakulteto. Nekateri starši pošljejo otroke v Graz, tisti, ki si to lahko privoščijo. Drugi pač odpadejo in grejo kar na nek levi faks študirati. Torej, tak zdravnik bi bil bistveno boljši kot nek uvožen zdravnik iz Beograda, ker ne verjamem, da imajo tam strožje kriterije, da imajo boljše zdravnike, kot bi jih vzgojili tukaj, če mu manjka ena točka ali dve točki za vpis na medicinsko fakulteto. Sej se potem odpad naredi tako ali tako tekom študija. In spomnim se profesor Koviča, Nebrsega, doktor Mrole ne več, to je bil kirurg, ki je vedno rekel, da na izpitu ima raje študenta, ki spet vleče znanje, ker ve, da bo, ko bo operiral, če se mu bo kaj zalomilo, bo znal rešiti problem, kot nekdo, ki je na pamet govori o vsaki operaciji vse, potem pa, ko bo narobe šlo, pa ne bo imel pojma, kako zadevo rešiti. In bodimo odkriti, je neka logika v tem, a ti znaš iz situacijo potegniti maksimalno rešitev ven, ti pa nimaš znanja. Tako da ta uvoz zdravnikov iz južnih republik bivše države se mi zdi zgrešen. Ne vem, zakaj ne pripeljemo iz Amerike zdravnikov, pa se jih plača normalno, tako kot v Ameriki. Vse v Ameriki
konec koncev tudi nimajo zdaj tako bajnih plač, da bi morali tukaj biti reveži. Ja, bova to Blaža vprašala. Blaž, kako to izgleda, recimo, da pojasniš gledalkam pa gledalcem, ko se gre po zdravnike na sejem, tako kot piše v Beogradu, je to tako pol kot Radgonski sejem, recimo, tam tudi to, da bodo šli na sejem, izhaja iz enega zapisnika sveta zavoda. In meni se zdi, da v bistvu, če take stvari pišeš, in če to te ljudje, kolegi iz Srbije poslušajo, potem vidijo, kakšen je to odnos vodstva do bodočih zaposlenih. Zdaj, tukaj bi jaz tudi poudaril, da mogoče strokovno ni nujno, da so te ljudje seveda slabi zdravniki, lahko so odlični zdravniki. Bolj problematično tukaj je, zakaj mi odganjamo svoje, se pravi, zakaj je mogel na konkretno pediatrični intenzivi zaradi psihopatije vodstva takratnega, mislim, da 11 kolegov podati ugovor vesti. Te ljudje so še danes v Sloveniji, te ljudje samo delajo pač na delovnih mestih in verjetno bi se v nekoliko drugačnih pogojih zelo radi vrnili, ker so to delali predano in srcem, tako da absolutno ni nobenega potrebe potem, da gremo mi v tujino ali na sever ali na jug, ker so naši ljudje že tukaj. Zdaj, če pa že gremo kamorkoli to iskati, mislim, se pravi kolege, ki bodo te niše popolnili, je pa to lahko seveda na jug, samo potem ne moreš ljudi obravnavati, kot ne vem, da greš po neke sužnje na sejem. Ali pa pomikati, kako pravi Lucija v Gornjem Radgonu. Ja, in sej to ni samo pojav pri zdravnikih, sej so pred nekaj tedni tudi naredili zloženko v srbščini, se pravi, da točno targetirajo to področje, tudi za medicinske sestre, recimo. Zdaj, zakaj pa ne v Nemčijo? Kdo bi pa prišel za 2400 evrov to delati, če imaš tam plačo 6 do 8. Tako da jaz tudi mislim, da če bodo dobili te kolege iz Srbije, bodo te, če so pametni, bodo izkoristili sistem, si v 2 letih uredili papirje, da bodo lahko šli kamorkoli v Evropsko unijo, ker morate vedeti, da ta kader je izjemno iskan kjerkoli in zakaj bi ostal v Sloveniji, v 2 letih se naučiš nemščine, si urediš papirje in greš delati v Nemčijo za 8000 evrov in bomo imeli isti problem. Ampak recimo, Blaž, mi grozne denarje za slovenske razmere mečemo v ta naš zdravstveni sistem. V resnici dalj več denarja mečemo v to, ker zdaj, hvala Bogu, ni krize. Rezultati so po vseh dostopnih podatkih če dalje slabši. Ti recimo že malo kot papiga skozi ponavljaš, treba je znižati cene zdravstvenega materiala na evropsko raven. Ampak na kak način? Recimo, kaj bi bilo treba konkretno narediti, da mi ugotovimo, zakaj aktualna zdravstvena oblast, kjerkoli pač že je, tega ni sposobna oziroma noče narediti? Zdaj, vprašanje zakaj, oziroma odgovor na vprašanje, zakaj ne naredi, je zelo preprosto. To so pač, tako kot jaz pravim, lutke, zdravniško-dobaviteljske mafije, ki imajo pač na teh funkcijah manj pravic kot tam živeči fikusi, ker so že 20 let in jih nekdo zaliva, te se pa menjajo na manj kot 12 mesecev. Zdaj, jaz mislim, da v danih pogojih bi lahko to rešili zelo preprosto, če smo lahko v času pokvarjene Milojke spisali interventni zakon, oziroma ne mi, ona ga je, ki je vrgel zdravniško-dobaviteljski mafiji, ker decidirano v zakonu piše za poplačilo dobaviteljev, ne za sanacijo bolnišnic, 136 milijonov, potem lahko trenutni minister Šabeder, če dela za davkoplačevalce, ne pa za mafijo, in s tem bo tudi govoril, za koga dela. Potem in ga tudi javno pozivam, da naj vendarle dela za davkoplačevalce, lahko spiše interventni zakon, s katerim bo čez noč lahko zahteval znižanje cen vsega v zdravstvu, se pravi zdravil, pripomočkov, naprav, potrošnega materiala, storitev, gradbenih, IT, servisnih in tako naprej, na nivo referenčnih cen Evropske unije, torej recimo Nemčije ali Skandinavije. Teh nekaj prešparanih, po moji teoriji, oziroma hipotezi, nekaj 100 milijonov evrov lahko vrne takoj v modernizacijo zdravstva. Čakalne dobe, ki so pa samo simptom zavoženega zdravstva, se bodo pa same po sebi v relativno kratkem času uredile. Lucija, nekaj sem te še hotel vprašati. Zakaj imamo po tvoje v Sloveniji tako averzijo do recimo tega, če nekdo ima denar, pa pride recimo v bolnišnico, pa reče, ne vem, zdaj si izmišljujem, da hoče imeti pač sobo, sam biti v bolniški sobi z džakuzijem, pa ne vem s čim, z TV ekranom čez celo steno. Zakaj mu tega ne omogočimo, saj če plača, pa potem ta denar damo v javni zdravstveni sistem za tiste, ki ga v bistvu nimajo? Zakaj smo mi recimo na to uravnilovko tako naštimani, da ne, da pri nas mora biti vse zastojn in ker je vse zastojn, pa čeprav ni, ne, mora biti tudi za vse enako?
Veš, kaj je grozno? Jaz sem takoj, ko je padel komunizem, rekla, gospodarstvo in to mi lahko saniramo, možganov ne bomo mogli. Ne? Ti moraš vedeti, da je ta narod enostavno vzgojen v tem, da ne privošči drugemu, tudi če sam crkne, če rečem tako. In zasebne klinike ti nudijo danes ekran čez celo steno, ti nudijo džakuzi in tako naprej. In to s koncesijami, torej v ceni, ki jo plača zdravstveni zavod. Ampak že ko ljudje slišijo zasebna klinika, vidijo lopova. Mislim, če si zasebni zobozdravnik, včasih so bili pač, se veš, so delali po kleteh, so delali tako, in od tistega denarja se res ne davek odvaja. Ampak zdaj so zasebni zdravniki koncesionarji oziroma tudi to ne bi bilo potrebno. Zasebno zdravstvo se mora plačati zavarovanje ravno tako kot javno zdravstvo. In potem bi se ta problem in nabave materijala in vsega bistveno hitreje rešil. Jaz vem, da konkretno izhajam iz tega, kako je brat gradil kliniko in opremljal, pač njega ni mogel noben podkupiti, da bo kupil dražjo operacijsko mizo, kakor je. Mislim, kaj bo sam sebe imel za idiota? Mislim, ima baje najboljše operacijske mize v Sloveniji. Ja, ker je seveda za svoj denar kupoval. Tako je. Oni pa kupujejo za našega v bistvu. In to hoče reči, ljudje morajo to miselno spremeniti, to isto, ampak recimo pri avtomobilih vsi razumejo. Ti greš na zavarovalnico, rečeš, eden se mi je zaletel in oni popišejo škodo in te pošlje, pa pet komor hočeš popravljati ta avto. Tako bi moralo biti isto. Si bolan, greš se zdraviti, komorkoli želiš. Vsak zdravnik pa seveda mora izpolnjevati tukaj in tukaj, kvalitetne standarde in to pa mora biti pod nadzorom neke državne inštitucije, da potem nimamo teh cimermanov in tega. Tako da vsekakor bi se to dalo rešiti, samo ljudje so v grozi, če je nekaj zasebnega in bo eden nekaj zaslužil. Rajš čakajo 3 leta na operacijo, kot da bi nekdo nekaj zaslužil. To vprost je problem v glavah. In ko bojo ljudje dojeli, da je to njihov problem, potem se bojo zahtevali tudi drugačen pristop. Dokler so pa zadovoljni, samo da je javno, jaz stojim v vrsti, tako ker sem, a veš, poti pa rečejo, mislim, sem videl unga v vrsti, sem videl unga in potem so zadovoljni, mi vsi v vrstah. In to je to. Mislim, vsi enaki, vsi drugačni, vsi enakopravni, vsi v vrstah. Tako, vsi reveži. Mislim, to je ta cilj končni. Blaž, zakaj recimo po tvoje tudi opozicija, kjerkoli, recimo zdaj aktualna ne vloži predloga interventnega zakona, pa da se vsaj pokaže, da aktualna oblast ne noče tega zakona sprejeti? To je zelo dobro vprašanje. Se ni izključeno, da se mogoče to kdaj ne bo zgodilo. Upamo, da čim prej, mi bolniki, potencialni bolniki. Kako? Mi potencialni bolniki ali pa bolniki upamo, da čim prej. Ja, se lahko naredimo pa to tudi sami. Se ni treba čakati na politično stranko in opozicijo. Se lahko organiziramo, tako kot se je zdaj pred kratkim, mislim, da smo imeli prejšnji teden tisto okroglo mizo, se nas je zbralo 11 kolegov, nekateri pač smo bili v tujini, drugi so doma in nekako so nas poimenovali disidenti. Bila je zelo zanimiva okrogla miza, kjer je vsak pravo za zakone vlagati, disidenti. Kjer je vsak povedal svoje, kar si je mislil, ampak to je nek začetek nečesa mogoče večjega in nekdo bo enkrat že prišel do tega, da bo tak interventni zakon vložil in s tem dokazal, da trenutni minister recimo ali pa kdorkoli bo za njim pač ne dela za ljudi, ampak za mafijo. Jaz predlagam, da je to sklep današnje oddaje. Če se tudi ti, Lucija, strinjaš, da pač vsi kakršnekoli resurse imamo že na razpolago, damo za to, da tak zakon čim prej pripravimo. Absolutno. Je to sklep. Lahko prispevam iz strokovnega dela, mislim, da bi sodeloval tudi profesor Noč, ki pač smo vedno v tandemu, verjetno tudi te ostali kolegi in že imamo delovno skupino. Soglasno sprejeto. Dr. Blaž Mrevlje, Lucija Šikovec-Ušaj, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil zdravilni 343. faktor na TV3. Gledajte nas v živo spet čez 2 tedna, med krompirjevimi počitnicami pa uživajte ob ponovitvah najbolj odmevnih oddaj te sezone. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.